Spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni v oddaji z učiteljem Cerkve poučevanje vere. Naš gost pa je gospod upokojeni ljubljanski nadškof metropolit dr. Anton Stres. Lepo pozdravljeni, gospod Stres. Lep pozdrav vam in vsem, ki naj poslušajo. V prejšnji oddaji ste nam zanimivo odgovarjali na vprašanja Svete Trojice. Še se želimo ustaviti pri teh vprašanjih. Čeprav izgledajo preprosta, pa vendar odgovori niso tako preprosti, kaj ne? Vprašanja so seveda zelo razumljiva, zato ker je to gotovo velika skrivnost. Ljudje se navadno ustavijo ob preprosti matematičnem vprašanju, kako je to, da so ena plus ena plus ena, običajno rečemo, da so trije, ne? In mi pa rečemo, da ne, da se samo en Bog, se pravi ena plus ena je ena. No in jaz navadno, ko birmance sprašujem, jim rečem, a je Bog tako omejen, kot smo omejeni mi ljudje, ali je Bog neskončen. In potem seveda takoj razumejo, da Bog ne more biti tako omejen, kot smo mi, da je neskončen. In zdaj seveda, če pa tri neskončnosti, pa niso tri neskončnosti, pa lahko samo ena. Se pravi, če je vsaka Božja oseba neskončna po svoji naravi, ker je božanska, Božja, potem je seveda tudi ne more biti trije bogovi, ampak so zopet samo en Bog. Se pravi, ko gre za neskončnost, neskončnosti se ne morejo seštevati. Ne. Tako da, to je pač, lahko rečemo, ena razlaga, ki nam pove, da ta trditev, da ne morejo biti trije bogovi, čeprav so tri Božje osebe, da je vendarle globoko smiselna in da ni protislovna. Ampak ta trditev ima svojo veliko sporočilo za nas, ki smo jo že zadnjič malo omenila na koncu. Namreč to pomeni, da Bog ni samotar. Bog nas je ustvaril, ampak nas je ustvaril v času, enkrat smo začeli bivati, prej nas ni bilo, vsaj z našega vidika, ampak Bog pa obstaja od vekomaj, se pravi, Bog pa nikoli ni začel biti. In seveda, preden nas ni bilo, ne moremo reči, da je bil sam. Bog ni samotar, Bog je občestvo. Občestvo treh oseb, Očeta in Sina, Svetega Duha. In če rečemo, da je Bog ljubezen, je zopet pojem ljubezni predpostavlja, da jih je več. Kajti radi se imajo lahko samo tisti, ker jih je več. Ne morejo se en samega sebe imeti rad, navadno ne rečemo, da je to kakšna posebna ljubezen. Se pravi, da že tudi s pojmom Boga kot ljubeznim je že nekako nakazano, da je Bog tudi v sebi občestvo, da so to trije in da nas je ustvaril po svoji podobi in sličnosti, kot pravimo, kar torej pomeni, kar pravi Sveto pismo, kar torej pomeni, da smo tudi mi ustvarjeni kot občestvena bitja, kot bitja, ki nam je tako pisano na kožo, tako bistveno za nas, da smo drugi z drugim in da ne moremo živeti kot samotarji, da je to res položeno v našo naravo in za nas tako pomembno, kakor je pomembno in brez tega ne moremo preživeti, da dihamo, da se hranimo, da uživamo tekočino in podobne stvari. Skratka, gre za nekaj, kar sodi k sami človeški naravi, da smo občestvena bitja, zato ker smo ustvarjeni po Božji podobi, ki je tudi občestvena, se pravi, ki je Sveta Trojica. In to je, se mi zdi, en tak velik smisel. Vzamite recimo v tistem svetopisemskem poročilu, ko pravi, kako je Bog ustvaril ljudi. In je rečeno, da je rekel, ustvarimo človeka po svoji podobi. Ustvarimo, govori v množini. V množini, se pravi, že to nekako daje slutiti, da ker nas je ustvaril kot občestvena bitja, je tudi on deloval kot občestvo. In se pravi, ustvarjamo, naredimo človeka po svoji podobi, ker je torej lepo nakazano, da je tudi z Božje strani neka množina, v množinski obliki, tako kako je nas ustvaril kot
občestveno bitje kot moža in ženo. Ampak tisto, kar je tukaj poudarjeno, ni toliko ta ločitev na moškega in žensko, ta spolnostna razlika, pač pa je tukaj moški in ženska kot prav osnova človeške družbenosti, človeške povezanosti in človeške usmerjenosti drug k drugemu. Se pravi, prav celica človeške družbe, ki je družina in ki je zgrajena na zakonski zvezi med moškim in žensko. To je tisto temeljno sporočilo Svete Trojice, da smo tudi mi ustvarjeni po Božji podobi in ker smo ustvarjeni po Božji podobi, zato čisto preprosto ne moremo biti brez drugih. Ali se tudi zato, zaradi te božje družabnosti, če tako rečem, o kateri ste sedaj govorili, tudi vrh naše rimsko-katoliške cerkve obnaša tako? Sveti oče denimo, ko razglaša nekaj in reče dovoljujemo. Ne reče dovoljujem. Malo bolj to pravi, da to bolj plurale majestatis, to se pravi, pač včasih tudi ljudje, ko govorijo, pač se jim zdi malo ne olikano reči jaz, potem pa reči mi, da se bo nekako skrijejo za neko množico, ampak drugače je pa v tem, nekateri pravijo, ja, da je tudi to tale množinska oblika kot množinska oblika tega veličanstvenosti, ampak mislim, da ni. Da je v tem stari zavezi še tega niso poznali, da bi se kralji sami sebe vikali, ampak gre dejansko bolj za to sporočilo, da nas je ustvaril po svoji podobi in ker nas je ustvaril kot občestveno bitje, zato tudi on nastopa kot prav vzor v obliki občestva, se pravi, govori v množinski obliki. Gospod Nečkov, naše današnje vprašanje vam je, v koga kristjani verujemo? Kristjani verujemo v trojedinega Boga, v Očeta, ki nas je ustvaril, Sina, ki nas je odrešil in Svetega Duha, ki nas posvečuje. Kako je prav, če rečemo Sveta Trojica usmili se nas ali Sveta Trojica usmilite se nas? Oboje je prav. Namreč odvisno od tega, z kakšnega zornega kota rečete. Če mislite na eno Božjo naravo, potem je Sveta Trojica usmili se nas. Če mislite na Božje osebe, potem pa je seveda usmilite se nas, Oče, Sin in Sveti Duh. Oboje je prav, ker gre za dva različna velika, kot smo že tudi zadnjič sem na dolgo razlagal, da je treba razlikovati med naravo in osebo. Narava je tisto, kar sem, oseba je pa tisti, ki sem. Jaz sem Anton, to sem oseba. Sem pa človek, to je pa moja narava. In po naravi smo vsi ljudje enaki, po osebi pa nismo. Ampak z naravo me lahko opišete, človek po svoji naravi pameten, razumen, svoboden, sposoben ljubezni, predvsem svoboden, hoče nekaj, čuti in podobno. To je moja narava. To opisujem z raznimi značilnostmi. Jaz pa sem Anton, vi ste Frank, nekdo je Andrej. Zakaj je nekdo Andrej? A je kakšno Andrejevstvo? Andrejevstva ni. Lahko bi tudi bil Jakob, lahko bi bil Martin, lahko bi bil karkoli. Se pravi, ime ne pove nič. Ime je samo oznaka za čisto konkretnega posameznika, ampak s tem, ko rečete vi, on je Andrej, niste nič povedali, kakšen je. Ali ima črne oči, ali ima svetla lase, nič ne veste. Veste samo, da se imenuje, s tem niste o njem povedali nič ga opisali, ste pa ga označili, kdo je. In edinstveno ste ga, če vzamem priimek, je samo eden tak, ali pa recimo, jih ni veliko. Če pa vi rečete, to je človek, ali pa to je Slovenec, ali pa to je Belec, ali pa to je moški, ste pa povedali veliko. Ste pa veliko značilnosti, ste s tem vključili v ta opis. Ime ne pove nič, opis pa označuje naravo. In zato je ta razlika med osebo in naravo, ki je tukaj kapitalna, ki je tukaj odločilna. Kot sem rekel,
do tega razlikovanja med naravo in osebo smo prišli kristjani, zato ker smo bili primorani v to smer nekaj pogruntati, zato da smo lahko razumeli Sveto Trojico in da smo lahko razumeli tudi Jezusa Kristusa, ki je hkrati Bog in hkrati človek, pa ena sama oseba, se pravi oseba druge Božje osebe. Ja. Beseda Bog velja posamezno za Očeta, Sina in Svetega Duha. In za vse tri osebe skupaj. Ja. Pojem Bog je enkrat le za eno osebo, spet drugič za vse tri skupaj. Ali bi morali morda trikrat reči Bog, 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 ko govorimo o Sveti Trojici? Lahko bi rekli, pa ne bi s tem nič kaj posebnega. Tako kot rečemo človek Janez, človek Marija, pa človek Marta, recimo, je tudi, lahko bi rekli. Lahko rekli. Ne bi s tem nič pravzaprav narobe rekli, ampak ni potrebno. Je pa v tem še nekaj. Poglejte, vsi ljudje, ki se imajo zelo radi, si pravzaprav želijo nekaj, kar se sploh ne da uresničiti, kar je protislovno. Kaj si želijo? Želijo biti čim bolj tesno povezani med seboj. Če sta dva, recimo, zelo huda prijatelja, rečemo, da sta eno srce in ena duša. Dva, ki se imata zelo rada, on pravi, ne pojedobite. Skratka, zelo si želi biti čim bolj povezan z drugim, se skoraj da stopiti z njim v eno. Po domače rečemo, da sta kot rit in srajca. Ja, tako. Po drugi strani pa spet ne. Ker če bi se pa popolnoma stopila, potem se pa ne bi mogla biti več rada. Ker bi bil samo eden, ne bi bilo več dveh. Se pravi, bi pa ne bi. Protislovje, Vidite, in to, kar je v človeški ljubezni neke vrste protislovno hotenje, to je v Bogu v popolnosti uresničeno. Je eden, so eno in so trije hkrati. In množičnost, občestvo ni na škodo enosti in enost ni na škodo občestva ali pa njihove medsebojne različnosti. In to je potem tudi vzor za naše medčloveške odnose. Kaj mi vedno težimo in se nikoli ne moremo nekako uravnovesiti? Ali preveč poudarimo tisto, kar je skupno in potem vsakega potunkamo, če je malo drugačen, mora tisto pozabiti, njegovo originalnost nekako črtamo in ga hočemo uniformirati, ker hočemo, da bomo vsi enaki. Po drugi strani pa zopet vemo, da moramo ohraniti originalnost vsakega, potem pa vsakdo poudarja toliko svojo originalnost, da pa več skupaj ne pridemo. Ali smo preveč skupaj, tako da izgubljamo svojo osebnost, ali pa toliko poudarjamo svojo osebnost, da potem vsak se loči od drugih in gre po svoje in ni več občestva. Se pravi, to teženje skupaj, rečemo, centripetalna sila pa centrifugalna sila, tega mi v naših človeških odnosih ne uspemo uravnovesiti. V Bogu je pa to absolutno uravnovešeno, so tako tesno povezane med seboj, da so eno in kljub temu ohranijo vsi trije vsak svojo osebnost in svojo specifičnost. Če se ozreva na začetek Svetega pisma, na prvo Mojzesovo knjigo Genezo, Bog Oče nas je ustvaril po besedi. Izgovoril je besedo in je bilo. Bog ustvarja, vendar kako? Po Sinu in v Svetem Duhu? Ja, nekako uporabljamo te izraze. Po Sinu seveda zato, ker Bog ustvarja, Sveti Pavel pravi, Jezus Kristus je prvorojenec vsega stvarstva. In to so recimo v stari antični teologiji še posebej poudarili. Zelo veliko so dali na to, da je stvarjenje nekaj podobnega, bi lahko rekli, kot naša proizvodnja. Kako recimo naredimo en avto, da bom pač uporabil ta izraz. Tisti konstruktorji, ki delajo avto, naredijo najprej prototip. In ko naredijo prototip, ko stvar funkcionira, potem pa začnejo serijsko proizvodnjo. In to je res prispodoba. Ampak tisti prototip bivanja je Božja beseda. In mi vsi smo ustvarjeni v njem
po njem, se pravi po tem prototipu, smo pa vsi dejansko ustvarjeni kot neke vrste nadaljevanje tistega stvarjenja, ki se je začelo z izrekanjem besede. Čeprav je tukaj velika razlika. Moramo namreč zelo močno poudariti, da ne smemo zapasti v panteizem, kar bi pomenilo, da tudi svet pomešamo z Bogom. Je prepad med svetom in Bogom. Svet ni Bog, svet ni božanski in Bog ni svet. Zato je stvarjenje sveta nekaj svobodnega, lahko smo, lahko nas ne bi bilo. Zato pa ravno nas Bog ne potrebuje, ker tudi za svoje bivanje v občestvu ima sina in oče ima sina in svetega duha in nas torej nič ne potrebuje. Se pravi, oni so srečni med seboj in so tako srečni med seboj, da so iz te sreče, ki jo doživljajo v sebi, rekli, dajmo še nekomu drugemu to šanso, da bo tako srečen, kako smo mi in tako smo mi nastali. Čudovit je Bog, ne? Duh Božji je vel nad vodami, lahko beremo. Osebe Svete Trojice ne delujejo posamezno, ampak je zmeraj na delu Svete Trojice, torej vse tri Božje osebe skupaj. Ja, vedno rečemo tako, da se pripisuje delovanje vsem trem osebam, ampak vsaki na svoj način. Vsaki na svoj način, ne? Besedo Bog največkrat uporabimo za Boga Očeta, tudi evangeliji in liturgija enako. Glavne prošnje, denimo pri sveti maši, so po Sinu v Svetem Duhu. Zakaj imenovanja Bog ne uporabljamo enakovredno tudi za drugo in tretjo Božjo osebo? To je pač navada, ne? Tako da gre za neko dvoumje. Kadarkoli govori predvsem Svetopismo Nove zaveze, ker stare zaveze še misli o Sveti Trojici ni, razen nekaterih sluteno daleč, kot smo že prej omenili, to je v Novi zavezi, ampak to je pač neka navada, ki pa ne pomeni, da vedno mora tako biti. Lahko bi bilo tudi tako, da bi rekli Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh vedno sproti, ampak nekako rečemo, bolj nekako v tem smislu, da je vendarle obstaja neko prvenstvo Očeta, ki je izvor, ki sam nima izvora in je izvor ali pa tisti, ki rojeva drugo Božjo osebo, ki rojeva Svetega Duha, Božjega Sina, zato ima, lahko rečemo, neko prvenstvo in zato se izraz Boga ohranja tudi za Očeta, nekako bolj, kadar Svetopismo Nove zaveze govori o Bogu, največkrat misli na Boga Očeta. Morda še zaključiva to oddajo, ta pogovor na vprašanje, v koga kristjani verujemo, z vprašanjem, kakšna je razlika med tremi Božjimi osebami Svete Trojice in njihovim delovanjem. Čeprav ste o tem že govorili, pa vendar, če so naši gledalci morda zamudili, to je pomembna tema. Kakšna je torej razlika med tremi Božjimi osebami in njihovim delovanjem? To je, lahko rečemo, podobna razlika kot med človeško osebo in njenim delovanjem. Vsak človek deluje v skladu s svojo naravo. Jaz ne morem delovati tako, kot deluje ena žival, ampak delujem tako kot človek, se pravi razumno, svobodno, z nekim hotenjem, z nekimi čustvi, ki to moje delovanje spremljajo, z nekimi željami in podobno. Delujem po človeško, to je odvisno od moje narave. Staro filozofsko pravilo pravi agere sequitur esse, kar pomeni, delovanje izhaja ali pa sledi tistemu, kar neka stvar je. Vzamemo še drugače. Če imam odličen klavir, bo na tistem klavirju ena glasba zvenela tako. Če je klavir pokvarjen, razglašen, bo isti pianist, če bo enako igral, bo nekaj prišlo ven, nekaj čisto drugega. Se pravi, narava nekega dejavnika vpliva na to, kaj iz tistega nastane. Se pravi, vsaka od Božjih oseb deluje kot Bog in hkrati vendar na svoj način in seveda Bog je pa vedno več, kakor njegovo delovanje navzven. Tako kot sem tudi jaz, vedno več. Jaz nisem mišljenje, jaz mislim, jaz nisem, zdaj zame govorim, ampak jaz nisem govorjenje. Jaz trenutno govorim, čez 5 minut ne bom več govoril, ampak se pravi, moje delovanje je
pa ga ni več in jaz se ne izčrpam v svojem delovanju, jaz sem vedno več. Se pravi, Bog v svojem delovanju navzven, ko je ustvaril svet, ko je ustvaril ljudi, ko nas je prišel odrešiti, vso to njegovo delovanje je po eni strani tesno povezano z njim in tudi seveda z vsako božjo osebo na svoj način, po drugi strani pa je tega nič ne potrebuje, tudi brez tega bi bil Bog. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je zelo veliko raznih poskusov bilo v zgodovini, da so nekako skušali predstaviti, da Bog nujno ustvarja svet, da lahko samega sebe izpopolni. Se pravi, da je Bog neke vrste, da je svet neke vrste nujno dopolnilo Boga, brez katerega tudi Bog ne bi mogel biti Bog. Ne? Ker v tem primeru bi pa padli v panteizem, ker bi potem bil svet nujni privesek Boga. Svet ni nič nujni privesek Boga, svet je ustvarjen svobodno iz božje prekipevajoče ljubezni, o kateri sem prej rekel. Zopet tudi to je prispodoba, vse je prispodoba, se ne moramo drugače govoriti o Bogu kot v prispodobah. Ampak ta prispodoba, ki je še nekako najmanj neprimerna, je neko preobilje, neko prekipevanje, ki izraža samo polnost božje stvarnosti in po zaslugi katere smo. In še eno dodatno vprašanje mi je prišlo sedaj na misel. Če Bog deluje kot eno, Sveta Trojica kot eno, v treh božjih osebah hkrati, kako se je potem zgodilo odrešenje? Jezus Kristus, druga božja oseba, odrešenik, je trpel. Kako se je to predstavljalo? On je trpel on je kot oseba trpel. Da ne bomo reči, da je oče trpel, sin je trpel, Sveti Duh ni trpel, sin je trpel, ker je trpljenje, je pa ni delovanje, ampak je trpnost, se pravi utrpevanje, prenašanje. To trpljenje je sin vzel nase, ker je samo druga božja oseba učlovečena. Se pravi, on je trpel po zaslugi svoje človeške narave, ker je bila samo druga božja oseba učlovečena, se pravi postala človek, zato je lahko samo druga človeška oseba trpela v pravem pomenu besede, ker je samo druga človeška oseba imela človeško naravo, ki lahko trpi. Lepa hvala, dr. Anton Stres, za tokrat in hvala tudi vam, spoštovani gledalci, ker ste bili z nama.